Poglejmo poudarke današnje osrednje informativne oddaje Pomurski dnevnik. Otroci v vrtcu Murska Sobota so današnji dan začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Obiskali smo jih in skupaj z njimi pozajtrkovali. Z današnjo gostjo bomo govorili o rokodelstvu, z nami bo Sara iz rokodelskega centra Pomelaj. Ste že preobuli svojega jeklenega konjička? Od danes je zimska oprema na slovenskih cestah obvezna. Veseli december se neizprosno približuje, podali smo se na Mursko-Soboške ulice in preverili, ali so se priprave že začele. Vse do začetka prihodnjega tedna bomo še lahko uživali v sončnih žarkih, nato pa se bo vreme ponovno spremenilo. Cenjene gledalke in gledalci, gledate Pomurski dnevnik. Danes so otroci po vsej Sloveniji dan začeli z zajtrkom, ki nosi posebno sporočilo. Cenimo lokalno pridelano hrano in skrbimo za svoje zdravje. Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednji dogodek Dneva slovenske hrane, ki ga obeležujemo tretji teden v mesecu novembru, sam projekt pa traja že od leta 2011. Obiskali smo vrtec Murska Sobota, enoto Gozdiček in skupaj z najmlajšimi pozajtrkovali. Poglejmo si, kako je bilo. V avli Mursko-Soboškega vrtca Gozdiček so bile že zgodaj zjutraj skrbno pripravljene mizice, pogrnjene s prtički, krožniki s skodelicami in priborom, ki so čakale na najmlajše, da sedejo k zajtrku. Posebno presenečenje pa sta pripravila Čebelica in Čmrlj, vzgojitelja, ki sta otrokom dostavila vse ključne sestavine tradicionalnega slovenskega zajtrka. Ko so najmlajši zasedli svoja mesta, se je začel zajtrk poln pristnih slovenskih okusov in nasmejanih obrazov. Z česa je sestavljen tradicionalni slovenski zajtrk? Kaj vse pojemo ta dan? Kruh, med, butar, jabolka pa mleko. Bravo! Kaj si zdaj to namazal na kruh? Maslo pa med. Pobuda za tradicionalni slovenski zajtrk izvira od slovenskih čebelarjev, hitro pa so se jim pridružili tudi drugi kmetovalci, mlekarji, sadjarji in pekarji. Glavni cilj je ozaveščanje o pomenu lokalno pridelane hrane. Naš vrtec je v ta projekt, se pravi tradicionalni slovenski zajtrk, ključen začetka, ko se je to začelo uvajati v slovenske vrtce in šole, in sicer od leta 2011, tako da smo že kar lep čas prisotni v tem projektu. Namen pa je otrokom privzgojiti dober odnos do slovenske hrane. Dneva, ko bodo s prijatelji uživali ob sladkih dobrotah, se otroci vsako leto zelo veselijo. Vsak od njih pa ima svojo najljubšo sestavino. Maslo, kruh, med, mleko, kaj ti je najbolj dobro od tega? Mleko, jabolka. Mleko, kruh in maslo. Kaj se zgodi tole združeno med, olje pa jabolka. Ja, otroci se tega projekta zelo veselijo. Res je to že dolgotrajno vpeto v naše delo v vrtcu in nekako že vemo, da tretji teden v novembru je posvečen tradicionalnemu slovenskemu zajtrku. Zdaj samo lokalno hrano, med, jabolka, mleko, domači kruh imajo otroci radi, tako da s tem nimamo težav. Da bi bil današnji zajtrk še bolj poseben, pa je z najmlajšimi pozajtrkoval tudi mursko-soboški župan Damjan Anžel. Z veseljem sem se odzval na povabilo, dejansko danes slovenski tradicionalni zajtrk. Prav je, da ozaveščamo tiste najmlajše, pa tudi seveda starejše o neki tradiciji, o nekih vrednotah. Tudi, če vidimo, je ta slovenski tradicionalni zajtrk bil veliko skromnejši, kot je v današnjih časih, ko je na voljo vse in v trgovinah lahko vse kupimo in si privoščimo. Tradicionalni slovenski zajtrk ni le obrok, ampak tudi priložnost, da se zavemo pomena lokalne pridelave, okoljske trajnosti in zdravega načina življenja.
V današnji oddaji bomo posebno pozornost namenili rokodelstvu, ki že stoletja povezuje generacije in ohranja kulturno dediščino naših prednikov. V svetu hitrih sprememb in napredne tehnologije ima rokodelstvo prav poseben pomen. Kot veščina, ki spoštuje naravne materiale in ohranja pristne ročne spretnosti. Danes v studiu gostimo gospo Saro Köhleš-Ribeiro iz Rokodelskega centra Pomelaj, kjer so predani ohranjanju in razvoju teh tradicionalnih veščin. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, hvala na povabilu. Sprva bi začela z kratko predstavitvijo Rokodelskega centra Pomelaj, torej kakšna je vaša glavna dejavnost in poslanstvo? Rokodelski center Pomelaj je postal rokodelski center z statusom šele z letošnjim letom. Sicer kot zadruga pa obstaja že 21 let. Postali smo zaposlitveni center leta 2009, kar pomeni, da zaposlujemo osebe, ki so težje zaposljive oziroma težko zaposljive, ranljive skupine na trgu dela. In zaposlujemo 5 pletark na zaščitenih delovnih mestih. No, in z letošnjim letom, pa kot ste rekli, smo postali rokodelski center, torej zdaj se tudi uradno tako imenujemo. Nas je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport prepoznalo kot rokodelski center, ki združuje tudi ostale rokodelce, torej rokodelce iz ostalih panog. Tako, 1. avgusta letos, se je to zgodilo, bili ste prepoznani kot eni izmed 7 nosilcev v Sloveniji, vpisani v register nesnovne kulturne dediščine pod enoto pletarstvo. Kaj ta vpis pomeni za vas? Ja, to je še dodatna stvar. Torej, vpis v register je za nas še dodatno prepoznanje. To pomeni, da je Ministrstvo za kulturo prepoznalo vrednost dela z ličjem, torej koruznim ličjem, biljem, kakor se rečemo na Pomelaju, in seveda vrbovo šibo, torej šibo. To pomeni, da za ta vpis smo dejansko nekako morali dokazati, da ohranjamo dediščino, ohranjamo stare tehnike pletenja, torej to so količek in gobica, in da proizvajamo izdelke, ki so vrhunski, torej visoko kakovostni rokodelski izdelki, ki so tradicionalni, torej ki so jih pletli že naši predniki od nekdaj. Za mlade pa so zdaj to eni taki pozabljeni v bistvu, oziroma jih nikoli niti niso osvojili teh veščin. Ja. Zato me zanima, zdaj pletarstvo ima očitno v vašem rokodelskem centru posebno mesto. Kako to tradicijo prenašate na mlajše generacije in seveda kako se prilagajate tem sodobnim trendom, ko so trgovske police polne vsega? Kako? Ja, vsekakor rokodelstvo je nekaj posebnega. Torej, ves čas se nekje na obrobju, bom rekla, obrtnikov ali pa gospodarskih podjetij in vsega nekako živi vzporedno na obrobju, ampak mislim, da je zdaj nekako čas, da stopa spet malo bolj v ospredje, zato ker nekako živimo, kot ste rekli, v času pozabe. Torej, na nek način smo toliko se predali vsem dobrinam, ki jih imamo, da smo pozabili na to, da imamo samo en planet, to je prva stvar. Druga pa je, da smo odvisni potem tudi od drugih tržišč, da uvažamo, ne pa da se zanašamo na lastne vire. In v bistvu naše pletarstvo dokazuje prav to. Zmožni smo doma pridelati material, ki ga tudi z malo, bom rekla, z malo stroški, torej ni potrebna neka industrija, proizvajamo izdelke. Po drugi strani pa so to trajnostni izdelki, ki imajo izredno dolgo življenjsko dobo, torej po 40 let kaki ceker, ki ga zelo dobro čuvamo, zdrži, tako da imaš en torbo ceker iz seličja celo življenje lahko.
Vsi vaši izdelki so torej ročno narejeni. Kaj vse pa izdelujete? Pa izdelujemo, veste, od cekarjev, ki so naš nekako najbolj prepoznavni pletarski izdelek, torb, zelo tudi modernih torb, razvijamo tudi nove izdelke, ki bodo nekako bolj trendovski, tako ste rekli, Tako sodobni, ki bodo ne? bolj zanimivi za mlade, ki se tudi odločajo vse bolj za te trajnostne izdelke. Potem pa razne košarice, veste, košarice za kruh, košarice za darila, za majhne predmete, da se shranjujejo, razne imamo izdelke, pa tudi seveda ročno izdelane, torej prostoročno oblikovane izdelke, kot so razne obešalke za dekoracijo. Tudi zdaj recimo za ta novoletni čas imamo veliko takih naravnih, lepih, da bodo jelke pač tudi malo bolj naravno okrašene, ne? In bistveno pa je to, da noben izdelek ni enak drugemu izdelku. Res In je je. unikat, ne? Res je unikat. Že zaradi tega, ker material ni enak, torej vedno je lahko neka naravna obarvanost samega ličja, torej same enega lista, ne, torej bom rekla. Po drugi strani pa tudi drugače se obnaša, tudi glede na vlago je odvisno, ali se bolj razteza ali ne. Veste, tudi na modelih, ko so vpleteni, so sicer nekako uniformirani bolj ali manj, ampak zmeraj so odstopanja, torej res ni noben izdelek enak, ja. Pa se zdaj še malo dotakniva tega dogodka, ki ste ga 8. novembra organizirali v Mali Polani. Gre že za drugo srečanje rokodelcev, ne, iz vse Slovenije, če drži. Ja, tako je. V sklopu nalog, ki smo si jih zadali kot rokodelski center, ki smo podporno okolje rokodelcem vseh panog, smo si zadali to, da se bomo srečevali. Predvsem je to zdaj, kot ste omenili, že bilo drugo srečanje. Predvsem nas zanima stanje, popis potreb rokodelcev. Torej ti, ki individualno delajo v svojih delavnicah doma, pa zelo malo vemo o njih ali pa recimo nimajo nekak žilice, da bi se znali dobro promovirati. In je nekako naša naloga, da povežemo vse rokodelce, torej tiste, ki se znajo promovirati in so že zelo uspešni, pa tiste, ki so malo manj, da jih nekako skupno začnemo informirati in tudi, da jih predstavimo celotni Sloveniji, kot zdaj v tem trenutku delamo predvsem na pomurskih rokodelcih, da zberemo lokalne, regionalne rokodelce, da bi neko tudi promocijsko platformo za njih ustvarili, kjer bomo vsi navedeni kot ponudniki različnih storitev. Torej, od izdelkov do turističnih storitev, izvajanja delavnic, do ali je možen nakup doma, ali je možen obisk, ogled, ali je možno tudi preizkusiti se v različnih panogah, ne? Odlično. Skozi čas, ne, smo se že naučili, da je povezovanje ključno, sploh malo vas je, ne? Tako. Ja, tako. Zelo malo nas je in zdi se mi izjemno pomembno, da vsaki dobi priložnost, da se lahko promovira. To so brezplačne storitve, ki jih delamo za naše rokodelce, in zdi se mi pomembno, da bomo skupaj se promovirali. Kot pomurski rokodelci imamo zelo specifične panoge oziroma vsaki rokodelec ima svoje specifike, ki jih je vredno ceniti. Lepo. Zdaj do konca leta še nas loči tak dober mesec in pol, ne? A še pripravljate kaj v vašem rokodelskem centru? Kakšne delavnice, dogodke? Kaj nas čaka? Ja, pripravljamo 2 dogodka. Eden bo že v četrtek, 21. novembra v sodelovanju s Pomurskim muzejem Murska Sobota z etnologinjo Jelko Pšajt. Pripravljamo okroglo mizo na temo rokodelcev, ravno v programu tega popisa potreb, problemov, ki jih imajo rokodelci, da nekako naredimo neko evidenco. Drugi dogodek pa lepo vabim vaše gledalke in gledalce. 29. novembra bomo na Pomelaju, torej na Sabolovi domačiji v Mali Polani, izdelovali venčke.
Torej, vabljeni so obiskovalci, družine z otroci, da si sami izdelajo s pomočjo naših mentorjev venčke za okras na vrata ali v stanovanju. Tako da 29. novembra. Lepo. To potem, ko nekaj sam ustvariš s svojimi lastnimi rokami, to je tisto, kar šteje in kaj potem dom naredi zares topel, a ne? Ja, res je. Gospa Sara, jaz se vam zelo lepo zahvaljujem, da ste nas danes obiskali. Želim vam vse dobro pri vašem povezovanju, ustvarjanju še naprej. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Hvala. Od danes naprej je na slovenskih cestah obvezna zimska oprema. Policisti opozarjajo, da ustrezna priprava vozila ni pomembna le zaradi zakona, temveč tudi za vašo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. O tem, kaj vse morate vedeti v zimskih razmerah, opremi in kakšne kazni vas lahko doletijo, smo preverili pri policijski upravi Murska Sobota. Zimske razmere na cestah zahtevajo posebno pozornost in pripravo. Od danes naprej je na slovenskih cestah obvezna zimska oprema, ki vključuje zimske pnevmatike na vseh kolesih ali poletne pnevmatike s snežnimi verigami. Pravila veljajo tako za osebna kot tovorna vozila, pri čemer morajo slednja dodatno imeti tudi lopato za sneg. Zimska pnevmatika je tista pnevmatika, ki ima minimalno 3 mm profila, ki je kot taka ob bokih označena z oznakami M+S v kakršnikoli kombinaciji, pa tudi piktogram oziroma označbo snežinko. Snežinko ima ta pnevmatika. Ta pnevmatika je narejena, že njena struktura, sestava je takšna, da se prej oprime vozišča, zaradi tega, ker se prej segreje. Zdaj v temperaturah pod 7 stopinjami je seveda že primerno, da v cestnem prometu uporabljamo zimsko pnevmatiko, saj smo na tak način bolj varni, vožnja je bolj varna, prej se ustavimo in s tem seveda poskrbimo za varnost cestnega prometa, pa za lastno varnost. Neupoštevanje zakonskih zahtev lahko voznike drago stane. Kazni za neustrezno opremo znašajo od 40 evrov naprej, za neočiščena vozila pa kar 200 evrov. Policisti opozarjajo, da neočiščeno vozilo ogroža vse udeležence v prometu. Ena izmed pomembnih varnostnih elementov, namreč vozilo mora biti očiščeno, na njem ne sme biti snega, ledu, vode, predvsem na kamionih vidimo večkrat, da se na priklopnih vozilih na ponjavah nabere voda, ko ta dalj časa stoji, da niso zaledenela zasnežena ogledala, vetrobranska stekla in vzvratna ogledala. Torej vse to je potrebno očistiti. Če to ni očiščeno, da je preglednost slabša, da je ogledalo zasneženo, vetrobransko steklo zaledenelo in podobno, je globa predpisana 200 evrov. Potem imamo pa globe od 300 do 500 evrov v primeru, da voznik ne uporablja zimske opreme, da obstane na cesti zaradi tega, ker ne upošteva postavljene prometne signalizacije, ki prepoveduje vožnjo. In za pravno osebo, samostojnega podjetnika, pa je globa 1000 evrov. Policisti pozivajo k odgovornemu ravnanju in opozarjajo, da je prometna varnost odgovornost vseh nas. Voznike opozarjamo, da je v času zimskih razmer potrebno prilagoditi hitrost vožnje, da se naj od doma na opravila odpravijo nekoliko prej, naj upoštevajo vozne razmere, ki so na cestah, sneženje, poledenelost, zasneženost vozišča, oziroma da v primeru, da ni neke nujne potrebe po odpravi od doma, da grejo na pot, da to odložijo na kasnejši čas, ko se ceste očistijo, ko so splužene, posipane in kopne oziroma normalno prevozne. S pravilno pripravo vozila in prilagoditvijo vožnje zimskim razmeram lahko preprečimo nesreče in poskrbimo za varnejšo vožnjo vseh udeležencev v prometu. Minulo soboto je Športno strelsko društvo Murska Sobota pripravilo tradicionalno prireditev Občan strelja. Skupaj se je na strelišču preizkusilo okrog 50 občanov, ki so streljali serijsko in standardno puško ter pištolo. Dogodek je bil brezplačen, udeleženci pa so imeli na voljo strokovno vodstvo, ki je poskrbelo za varnost in pravilno uporabo orožja. Občanov dogodek je vedno večji.
prvim letom smo začeli leta 2015, sedaj vedno več ljudi se odloča, da prihaja, da poskusi in tudi da proba streljati in da vidi dejansko, da to ni tako enostavno, kot si nekdo zamišlja, ko gleda tudi streljanje preko televizorja. V naslednji kratki novički pa si poglejmo, kako potekajo priprave na praznični december v središču Murske Sobote. Program, ki ga pripravlja Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, obsega številne dogodke, kot so božični sejem, koncerti, gledališče, predstave ter silvestrovanje na prostem. Več o tem pa nam bo prihodnji teden v studiu zaupala gostja. V središču Murske Sobote so priprave na praznični december že v polnem zamahu. Delavci javnega podjetja Komunala so že začeli z nameščanjem praznične okrasitve. Kot je znano, bo središče krasilo kar 5500 metrov svetlobnih vrvi, mesto pa bo obsijano s približno 65 000 lučkami. Postavljati so že začeli tudi drsališče, ki posebej najmlajšim še kako popestri zimske dneve. Drsališče se bo sicer za obiskovalce odprlo 5. decembra. Pa še vreme, pred nami je še en sončen dan, ki ga bo predvsem zjutraj še spremljalo nekaj megle. V prihodnjih dneh bomo uživali v pretežno jasnem vremenu z nekoliko hladnejšimi jutri, a čez dan bo prijetno toplo. V Pomurju smo danes imeli prijetno sončen dan. V Murski Soboti, Radencih in Ukrajinskem parku Goričko smo opoldan namerili 5, v Lendavi pa 6 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 3, ob morju okoli 4, najvišje dnevne pa od 9 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Ptuju se bodo gibale okoli 1, v Mariboru 2, najvišje dnevne pa med 9 in 10 stopinjami Celzija. V nedeljo bo sprva še pretežno jasno, po nižinah bo precej megle, ki lahko na severovzhodu vztraja večji del dneva. Čez dan se bo na Primorskem in deloma v srednjih krajih zgostila nizka oblačnost. Zapihal bo jugozahodnik, nekoliko topleje bo. V noči na ponedeljek bo predvsem v južni polovici Slovenije prehodno možen dež. V ponedeljek čez dan kaže na dokaj sončno in suho ter spet hladnejše vreme. Temperature v Murski Soboti se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale od 0 do 1, čez dan pa od 6 do 10 stopinj Celzija. Tako, cenjene gledalke in gledalci, to bi bilo za danes vse. Za več informacij obiščite našo spletno stran ali socialna omrežja. Hvala za vašo pozornost, ostanite še naprej v družbi TV Ideja.